Na današnji poseben dan, materinski dan, pa sem se odločila, da v svojo družbo povabim dve izjemni ženski, ki sta materinstvo tudi že izkušali. Ampak mogoče na malce drugačen način, kajti v času nosečnosti in pa tudi sicer pri sami vzgoji poslušata zgolj in samo sebe, svoje notranje občutke, ne najnovejše raziskave, pa kaj pravi una babica, pa tretja babica in tako naprej. Skratka, sta v sožitju z svojimi občutki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, je tako? Je tako, zdravo, je živjo. tako? Čau, živjo, je. Verjetno je to za mnogo bodočih mamic oziroma mamic, tašen sistem vzgoje, kot ga imata vidva, se pravi zelo z občutki, pa poslušati sebe, pa ne se tako bremenjevati z okolico. Ste kdaj znašli se v situaciji, ki je kdo kazal s prstom na vajo? Jaz osebno še ne, ker imam samo enega. Mi pa bom rekla, glede vzgoje, ja, je on zelo, tako bom rekla, vztrajen in odločen in me ne uboga čist vedno, tako da se kle še moj strim zaenkrat, ja. Kako pa je pri tebi, Vilma? Ja, jaz imam pa 4, tako da imam že definitivno izkušnjo graje, to pa tako ne bo šlo, pa ne smeš tako, ali pa tako je narobe. Včasih se zamisliš, razmisliš, ali mogoče delaš prav ali ne, ampak skozi izkušnje sem tudi opazila, da v bistvu materinski instinkt je tisti, ki mora biti prvi, na prvem mestu. Bi lahko rekla, da si morda drugačna mati v dobrem smislu, seveda, zaradi tega, ker si pravzaprav 3-krat rodila doma? O, ne. Ne bi rekla, da sem zaradi tega drugačna mati, imam pa sigurno definitivno drugačno izkušnjo poroda in je lahko izkušnja materinstva potem posledično drugačna. Zdaj, kaj bi definirale, kaj je drugačna mati ali ne, jaz mislim, da je vsaka mati čisto drugačna. Ljubezen do mojega otroka je pa čisto enako kot pri ostalih mamicah, verjamem. In to je tisto, kar je najpomembnejše? Absolutno. Prvega otročka si pa rodila v porodnišnici. Res je. Se pravi, povsem lahko poveš, kakšna je razlika, če to sveto dejanje opraviš doma ali pa v porodnišnici. Kaj si recimo ugotovila tukaj? Ja, zelo na kratko povedano, v porodnišnici sem sebe izgubila, porod sem predala nekomu drugemu, definitivno sem bila pacientka. Medtem ko porod doma pa rečem, da sem sebe našla, da sem v sebi prebudila porodno boginjo in da sem jaz bila tista, ki je čutila in začutila in doživljala porod in je bil 100% moj. To je recimo. Blinkita, ti si povsem naravno rodila, ne? Ja, samo sem v porodnišnici. V porodnišnici, ampak vendarle naravno, se pravi brez epiduralne in vsega tega. Pred kratkim sem prebrala en človek, ki me je kar majčkeno stresel, naslov tega članka pa je bil, ali ženske sploh še, če so sposobne roditi na nek naraven način brez vseh teh pomagal. Medtem, ko mnogi drugi pravijo, oziroma tudi ženske, pravijo, ja pa zakaj pa ne bi pomagala si z vsem tem, kar mi nudi sodobna tehnologija. Kakšen pogled imaš tukaj? Jaz osebno, še preden sem zanosila, sem odkrila Maja abdominal masažo in bom rekla, sem se masirala tudi med samo nosečnostjo, tudi pred porodom. In jaz verjamem, da bolj kot karkoli drugega so naše v bistvu roke tiste, ki, bom rekla, nam pomagajo, nas podprejo pri tem, da je potem tudi porod v bistvu bistveno bolj prijeten in da ne potrebujemo raznih umetnih substanc za to. Je pa da ona seveda tako v modernem svetu, vsi si želimo nekaj na hiter, tudi ponavadi v porodnišnicah nimajo čas, je potem izmena pa reče, dajte pritisniti, dajte hiter roditi, ker jaz moram iti domov. Porod ne bi trajal toliko, kot pač vsak otrok posamezen potrebuje, nekateri potrebujejo dlje. Mojemu se ni mudil ven, pa so pole rekli, okej, zdaj pa... Take your time. Moram reči, da takole, ko spremljam vse knjige, ki izhajajo na temo vzgoje, psihologije vzgoje in vsega tega, se mi zdi, da jih izdajajo kot po tekočem traku. Vsak mesec je kakšna nova metoda. Kakšna pa je vajna vzgoja oziroma na kakšen način ste se lotili materinstva? Kaj, na kakšen način to upravljata? Kako ste si vzeli? Imate kakšen, ne vem, moto, kakšno knjigo, kakšen sistem, po katero se zgledujeta?
Pri prvem otroku je definitivno bilo, kaj drugi govorijo, pa kaj drugi delajo, pa kako drugi delajo. Potem pa v bistvu počasi, kar rečem, ko imam 4 otroke, začneš opaziš, da je materinski instinkt tista prava mera, tista prava popotnica ali kakorkoli pot, po kateri bi naj hodil. In potem si vedno bolj junaški, no. Zdaj pri 4. sploh sem bistveno bolj odločna. Na koncu koncev imam tudi neko, rekla, izkušnjo od zadaj, da lahko rečem, pa pri prejšnjih je funkcioniralo, bo zdaj tudi, ne. Drugače pa, ja, sej prebereš, pogledaš, jaz sem rekla, pri sebi dam na neko tehtnico. To bi za nas bilo dobro, ali bi za nas to funkcioniralo ali ne. Mogoče včasih tudi malo testiraš, ko se grozno sliši, ampak da vidiš, kako se otrok odzove na nek nov način vzgoje, kako meni kot mami ali pa nama kot staršema paše. In če se odzove otrok pozitivno oziroma da vidiš, da si dosegel tisto, kar si želel, potem to pelješ naprej, če ne, pa pač ne. Mislim, da vse stvari v življenju načeloma nekako tako delamo. Ko sem prebirala knjigo, v kateri je ta povezava med mislimi pa med telesom, recimo, pa poslušala, ne vem, prijateljice in znanke, ki so imele z mastitisom in z vsemi temi stvarmi, sem pravzaprav ugotovila, da ima veliko mamic ta vzgib oziroma strah, da nisem dovolj dobra. Se pravi, nisem dovolj dobra mami, ne, in zaradi tega se potem, ne vem, poslužuje verjetno takih in drugačnih stvari, zaradi tega, ker se vsaka si želi biti dobra mami, ne? Ja, absolutno. Kako se potem spopadaš recimo s to miseljo oziroma miselnim vzorcem? Ti si ga imela, Blinkita? Ne. Ne? Mogoče tudi zato, ker že moja mama 20 let čuva otroke in sem bila nenehno skozi v stiku z otroci in tudi meni osebno je to, bom rekla, nekaj čist naravnega, kar prihaja iz mene in nikoli, niti za trenutek nisem pomislila, da ne bom dovolj dobra mama, ampak sem kvečemu komaj čakala, da postanem v bistvu mama. Ker sem pripravljena, ker sem v bistvu ready že toliko časa. Že od nekdaj. Vilma, kaj pa ti pri 4 otrocih? Pri prvem otroku sem bila zelo, zelo, zelo izgubljena. To je bila, porodim se skupaj, ni bilo niti pa toliko hudo, kot je bilo v bistvu ta zgodnjo poporodno obdobje. Preden sem sploh si dovolila, da si zaupam svojemu materinskemu instinktu, sem zelo trpela. Lahko rečem, je bilo kar hudo poporodno obdobje. Je pa pač potrebno si dovoliti pomoč. To je potem tudi važno, ne? Si dovoliti pomoč, pa nehati poslušati okolico, ki pač od mame, ki kreira nek idealni vzorec mame, ki idealne mame ni, ne? Idealne mame ni. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. A obstaja idealna mati, kjer recept mora prebrati, ne? Mislim, če smo v trenutku, če smo res v trenutku, potem je vse, kar naredimo, kar začutimo, če sledimo intuiciji, je popolno za ta trenutek in smo v vsakem trenutku potem idealne. Ampak ne, da bi pa izpolnjevale ne vem kakšne standarde in tako naprej, se mi pa zdi neumno. Jaz rečem, da idealna mama tiste, ki ima svojega otroka brezpogojno rada in to je dovolj. To je dovolj, to je vse, iz tega se izhaja. Kako bi pa recimo gledali na to, da je v Sloveniji po statistikah gledano, pa tudi sicer po pogovorah takih in drugačnih, da je vedno več staršev, ki imajo zaplete pri porodu, se pravi, ne vem, da ne gre, da jih je treba prerezati, da se bojijo tega, da se bojijo te izkušnje, poporodne depresije, ki jih priznajo ali si jih ne priznajo, tega, da pridejo kdaj v trenutek, da dejansko ne marajo svojega otroka, ker so čist burned out, da so živčne. Kako bi rekli, kaj je tukaj šlo narobe, recimo, da je prišlo do tega? Veliko stvari, v bistvu. Težko bi rekla samo ena stvar, naš način življenja, moderna tehnologija, mobiteli, veliko, bom rekla, raznih hormonskih tablet pa kontracepcijskih tablet, ki jih danes konec koncev lahko zaužijemo skozi vodo. Mi mogoče v Sloveniji še ne toliko, ampak Amerika je polna, bom rekla, voda je polna hormonov. In to, a ne, se pravi, te stvari pa to, a ne, če
nekdo pove pa reče, sem imela slabo izkušnjo, a ne pa druga pove, pa tretja pove, pa vemo, da danes farmacija je biznis, da seveda tudi zdravniki bodo rekli, carski res, tablete jih niti načeloma, večinoma ne zanima, kaj ti so bogovi v belem in oni vejo vse. Tako mislijo. Vilma, ti pa imaš to prednost, da si pravzaprav kar takole redno v kontaktih, recimo s porodnimi babicami po vsem svetu. Kakšen je pa tvoj pogled tukaj, zakaj je toliko carskih rezov in takih in drugačnih zapletov po porodnih depresij in vsega? Zaradi tega, ker družbo, se pravi takšne ljudi, te miniaturna obliko ljudi, ne poučimo o tem, kaj dejansko je porod. Mi v bistvu se s porodom soočimo šele, ko zanosimo, predvsem ženske. In potem imamo točno to informacijo, kot je sama povedala, da je to nekaj strašnega, groznega, bolečega, skratka nekaj... Forume berejo, bojda, da tega ne. Pa še vse ostalo. In je v naši kolektivni zavesti. Tudi, če se ženska noče biti, se bo bala, ker smo povezani v podzavesti, tako je. In v bistvu s tem, da se v zadnjih 10 letih recimo ta zavest spreminja, vidim, recimo jaz opažam, da se, če lahko temu rečem, dviguje vibracija, vedno več je žensk tudi v Sloveniji, ki si želijo izkusiti, kaj je to rojevati kot porodna boginja. Vedno več žensk rojeva doma, kjer lahko ona vodi porod in doživlja porod, kot je mati narava namenila. Kaj pa ti zdaj s tem mislil? Če bom še malo polizala. Ampak ti malo. Hvala lepa. Še malo polizala. Zanimivo. Že smo omenili, da si v kontaktu tudi z babicami, ki pri tej izkušnji pomagajo drugim po vsem svetu. Kje je Slovenija, kar se tega tiče? Lahko rečem, da se zgledujejo po nas, mi po drugim, po kom, kakšni so drugi sistemi v praksi, kar se dogaja v tujini? Jaz bom rekla tako, jaz sem ponosna v tem trenutku na Slovenijo, zaradi tega, ker Slovenija gre gor, če lahko to temu rečem. Se pravi, ta zavest o porodu, o naravnem fiziološkem porodu, kjer ženska lahko doživlja porod tako, kot ji je dano, kjer lahko celo uživa ali doživi celo orgazmičen porod. Slovenija gre tukaj, da rečem, z prakso na bolje. Na bolje, medtem ko drugod po državah je zelo različno. Nekod gre na bolje, nekod pa gre na slabše. Se pravi, z zakoni, z prakso v bistvu zapirajo pot do tega, da bi ženske lahko doživljale porod, kot ga je namenjala narava. A je kakšna država, ki bi lahko rekla ženske, no tja bi se pa dal iti roditi? Vsej Sloveniji se da zelo lepo roditi. Ja, ni treba iti v tujino zaradi tega, je pa potrebno mogoče poiskati določene informacije. Če ima ženska specifične želje za porod, se da v Sloveniji tudi marsikaj dogovoriti, ni treba iti v tujino. Mislim, da pač vse posod, kjer pač je razvita, se pravi razvita država, imajo nek sistem, kjer je prijazen mamici, pa nek sistem, kjer ni. In v Sloveniji bom rekla, da smo prišli tako daleč, da imamo nekje, kjer je prijazno, in nekje, kjer pač po mojem mnenju in mnenju mnogih ni. Če gremo mečkan zdaj, par let, da so otroci že mogoče mečkano starejši in vse tako naprej. Opažam, jaz veliko opažam in opazila sem to, da mame, ki imajo otroke po vsem naravni poti, se pravi, da so pač naravno nekega dne načrtovano ali načrtovano zanosile in rodile in vse ostalo, da imajo drugačen odnos in drugačen pogled na otroka, kot pa tiste, ki so bile na umetni oploditvi. Se mi zdi, da je povsem drugačno, da tiste, ki so otroka dobile v bistvu na podlagi neke umetne oploditve, da so veliko bolj v strahu, veliko bolj pazljive, joj, ne to, 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 kakor pa recimo tiste, ki so, okej, otrok si, moraš dobiti tudi negativne izkušnje v tem življenju. Je mogoče katera od vaju tudi to opazila? Ja, sigurno je drugače tudi pri ženskah, ki so umetno oplojene, mogoče imajo močne izkušnje že odprej, pa so bile mogoče 10-krat in večkrat in
so dosti bolj do svojih otrok mogoče v glavi namesto v srcu. No, jaz izkušnje materinstva še nimam. Česa ne bom razumela do takrat, ko bom imela tudi jaz to izkušnjo? Da je tvoj otrok najlepši na svetu. Kaj je to brezpogojna ljubezen? Aha, dobro. Kaj pa mogoče o materah? Spet smo pred tem, da jaz opazujem, ne? Recimo, velikokrat vidim, da recimo ženske so dobile otroka in na partnerje so pozabile. V tem smislu, kakor otrok je center njihovega dogajanja, on je pač to omogočil, zdaj ga pa na nek način ni. Kaj ni tako, da mora biti partner zmeraj tisti, s katerim si skupaj in kateremu dejansko tudi nudiš brezpogojno ljubezen in vse ostalo? Veliko žensk vidim, da partnerje čist potem pozabijo, gre čist na 3., 4., 5. tir. Mogoče zato, ker so si mogoče tega partnerja izbrali samo zato, da bi bil oče njihovega otroka. Mogoče ni bilo te prave povezave. To je en razlog. Je pa tudi tako, da recimo, ko pride dojenček zahteva od matere polno pozornost. In jaz se parom običajno povem, vsaj 2 minutki na dan si vzamete, vsaj za 2 minuti ali pa za 20 sekund pozabite, da sta mati in oče in bodite samo vidva, tisto, kaj sta bila preden sta otroka spočela. In to je lahko samo pogled v oči. To je samo stojiš, se držiš za roke ali pa tudi ne in se gledaš v oči in je dovolj. In je dovolj, da ohraniš ta kontakt, da ohraniš drugače tale vsakodnevni ritem. Enostavno pač ni namenoma, to ženske ne delamo namenoma ali pa ne naredijo namenoma. Vsakodnevni ritem nas enostavno popelje do tega, da pač partnerstvo postane, gre nam malo na stranski tir. Recimo, vsi se strinjajo, da je lažje, če sta mama in otrok na zakonski postelji, pa oče gre na kavč ali pa na neko drugo posteljo, je lažje, vsi se strinjajo, vse je super, ampak to potem traja in traja in traja in potem v bistvu je res treba sam sebe malo brcniti rit, da spostaviš nazaj partnersko posteljo, pa magari je otrok še vedno zraven, sospanje je zelo zaželjeno, ampak potrebno je včasih res malo zavestno delati potem spet na vezi. Ne včasih je. Po tistem, ko se otrok rodi, je potrebno zavestno delati na zvezi, na partnerstvu. Evo, na tale poseben dan tudi vama, en tak večen šopek. Ti imaš pa že 2. Jaz imam že 2, pa še tulipa, Dodatek. Pa še dam pa tebi zdaj, izvoli. Hvala lepa. Kot bodoči mamici, evo. Ja, ampak nisem doseča. Ne, ne mislim to, da si zdaj, ampak ko boš, tako. Mogoče še kratko sporočilce vsem materam tega sveta. Izvoli. Poskrbi zase najprej, potem lahko za otroka. Podobno, rada se imej in cel svet je tvoj. Odlično, zelo lepo. Evo, kakšno posebno darilo pa tudi na www.klepetobkavi.si, kjer smo vam pripravili brezplačno meditacijo in sicer kako se imeti še bolj rada. Preverite torej www.klepetobkavi.si. Hvala vam. Hvala.